Spoštovani prijatelji, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje in še posebej spoštovani tisti, ki ste se eni ali drugi naši predhodnici pridružili pred 25 leti. Čas pred 25 leti, ko je nastajala Slovenska demokratska stranka, je bil čas, ko smo Slovenci dokazovali zgodovini, da nismo zamudniki. To je bil čas, ko je padel Berlinski zid, čas, ko so tudi v Evropi prej razdeljeni za železno zaveso postale dovoljene sanje o tem, da narodi, ki niso ali pa nismo imeli svoje države, postanemo gospodar na svoji zemlji. In to so bili časi, ko je tudi tisti del Evrope, ki mu je bila prej svoboda, ki smo bili prej svoboda in demokracija zanikani, dobil dostop do obeh vrednot. Ko je nastajala Slovenska demokratska stranka, je bila Slovenija še globoko v Jugoslaviji, Jugoslavija pa globoko v socializmu in v dolgovih. Kljub temu pa marsikdo ni verjel, da je mogoče. Marsikdo ni verjel, da je ravno zdaj v času življenja njega in njegove generacije nastopil čas, ko lahko tudi Slovenci stopimo z vsem pogumom in z vso pokončnostjo na prizorišče svetovne zgodovine in nastanemo iz naroda nacija. Prvi začetki dejansko niso nakazovali kakšnega tako veličastnega dejanja, kot večkrat pove naša diamantna nagrajenka gospa Vera Ban, so začetki stranke v nekih kletnih prostorih, najetih prostorov v Šiški, z pisalnim strojem, ki ga je sama prinesla tja, ko pravzaprav ni bilo kaj vzeti v roke, ko je bilo strogo formalno gledano organiziranje stranke ali zveze, kot smo se morali na začetku imenovati, še prepovedano oziroma kontrarevolucija. In ko je vse, kar je obstajalo, bila vizija. Ko je dr. Jože Pučnik pustil relativno ugodno življenje in kariero profesorja v zahodni Nemčiji in se vrnil v domovino, čeprav ga je ta prej, ali pa čeprav ga je oblast, pod katero je bila takrat domovina prej pravzaprav izgnala in mu niti ni priznala opravljene diplome, tako da je moral opravljati še enkrat, je bil to znak, da so ljudje, so posamezniki, ki verjamejo v zgodovinsko spremembo. In z nastankom Slovenske demokratične zveze, Socialdemokratske zveze Slovenije in kasneje tudi drugih strank, ki so tvorile čez slabo leto demokratično opozicijo Demos, se je potrdilo neko staro reklo, velikokrat citirano, tudi položeno kasneje v usta enega od ustanovnih očetov Evropske unije, Žana Moneta, ki je dejal, da nič se ne zgodi brez ljudi, vendar pa nič ne traja brez institucij. Če je ostala samo vizija v glavah ljudi in se to ne bi oblikovalo v demokratične organizacije, v stranke, ki so se kasneje znale združiti in povezati v Demos, potem ne bi bilo ne demokratizacije in ne slovenske osamosvojitve. Torej, potrebno je oboje, potrebna je vizija, potrebna pa je tudi akcija. Naša stranka je bila v tej akciji na samem začetku, tako da še enkrat iskrene čestitke vsem, ki ste se takrat v tistih časih, ko ni bilo še nikjer v zgodovino zapisano, da bo projekt uspel, pridružili obema našima predhodnicama, ki ste danes tukaj z nami. Mislim, da vsi skupaj zaslužite še en velik aplavz.
Naša stranka je bila od tistih časov naprej del velikih zgodovinskih dogodkov, najprej skupaj z ostalimi strankami v Demosu na čelu boja za prve večstrankarske volitve. Ta boj je uspel, že dobro leto po nastanku smo dočakali te večstrankarske volitve. Hkrati s tem bojem pa je bila stranka tudi del vse nacionalnih prizadevanj Slovencev potem, da oblikujemo jasen program osamosvojitve in ga tudi uresničimo. 8. maja bomo praznovali tudi 25. obletnico Majniške deklaracije. Že prej je bilo omenjeno, da je to deklaracijo podpisalo nekaj 100,000 ljudi v državi, v Sloveniji, tudi v zamestu in med našimi rojaki po svetu. To besedilo napisano na slabi strani papirja je vsebovalo vse tiste ključne stavke, ki so odražali zahtevo tistega časa, in teh par ključnih stavkov: želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda, želimo živeti v svobodi in demokraciji, želimo sami odločati o tem, kar ustvarimo. Teh par stavkov je kasneje postalo tudi del volilnega programa Demosa, in s temi stavki so demokratične sile zmagale na prvih svobodnih volitvah, in te volitve so pripeljale do zgodovinskega koraka, ko smo Slovenci prvič sami odločali o svoji usodi na plebiscitu decembra 1990. Naš takratni predsednik dr. Jože Pučnik je po razglasitvi rezultata plebiscita dejal: Jugoslavija ni več, zdaj gre za Slovenijo. In dejansko je takrat naprej šlo za Slovenijo. Razglasili smo jo kot samostojno državo, ubranili smo jo, ko je bila napadena, in trdo smo delali kasneje za njeno blaginjo in za njeno evropsko prihodnost. Verjeli smo, da bo boj za te cilje spremljan z splošnim konsenzom in napori vseh, in da bo ta velikanska enotnost naroda, do katere je prišlo na plebiscitu, vsaj v večji meri kasneje pogojevala enotnost vseh političnih sil v državi, ko bo šlo za to, da to samostojno Slovenijo, ki smo jo končno dobili in jo morali braniti v agresiji, vojni za Slovenijo, tudi ustrezno razvijali tako, da bodo v tej državi enake izhodiščne možnosti za vse, da bo za pošteno delo pošteno plačilo, da pri privatizaciji ne bo privilegiranih in drugorazrednih, da bo to država, ki bo sposobna popraviti tudi krivice iz preteklosti, in da bo na podlagi te zgodovinske izkušnje enotnosti naroda slovenska politika zmožna v ključnih trenutkih stopiti skupaj in zastaviti korak za enotne cilje. Žal se je to zgodilo v vsem tem času, dobrih 20 let, samo nekajkrat, in vedno, predvsem zato, ker je Slovenska demokratska stranka in druge stranke, ki so še ostale od nekdanjega Demosa, bila vključevalna. Tako je Slovenska demokratska stranka, ne glede na to, je bila v vladi ali v opoziciji, dela za skupno dobro, podprla evropsko in evroatlantsko prihodnost Slovenije in zastavila svoj glas in svoje sile vedno takrat, kadar je šlo za skupno blaginjo. Žal pa smo v tem času podcenjevali ostanke preteklosti, ti so postajali ne vedno šibkejši, kot bilo normalno, ampak na nekaterih področjih vse močnejši, in začeli ponovno prevladovati. Danes govorimo o tem, in to je ena od redkih stvari, o kateri obstaja strinjanje v tej državi,
da smo v krizi, strinjamo se, da stanje ni dobro, se pa zelo razlikujemo v pogledu na to, zakaj je stanje takšno, zakaj ni dobro. Svet Slovenske demokratske stranke je junija lanskega leta sprejel resolucijo, v kateri ugotavlja žalostno dejstvo, da tranzicija v Sloveniji ni uspela, da mnogi postopki enostavno niso bili zaključeni, da se danes Slovenija ukvarja z zadevami, s katerimi bi morali že zdavno opraviti, z vprašanjem, ali bodo arhivi zaprti ali odprti, z vprašanjem, ali je za normalno funkcioniranje gospodarstva dobro, da je ekonomija privatizirana ali v državni lasti. Ukvarjamo se z dilemo, ali so tuje investicije nekaj dobrega in potrebnega, ali je to ogrožanje našega nacionalnega interesa. Ukvarjamo se z vprašanji, ali je sedanji volilni sistem, ki je manipulativen, dober, ali bi boljši volilni sistem, ker bi neposredno volili poslanke in poslance. Skratka, ukvarjamo se z dilemami, ki morali biti že zdavnaj rešene. In če bi bile danes, mogoče ne bi bilo strinjanja o stanju, v katerem smo, v tem smislu, da je slabo, bilo pa stanje bistveno boljše. V skladu z izročilom dr. Jožeta Pučnika se je Slovenska demokratska stranka vseh teh 25 let trudila, da bi delala za stvar. Ne zgolj za neke koristi in pragmatične interese, opazujoč trende javnomnenjskih raziskav in ravnanje na način, da si čim bolj všečen, ampak smo skušali delati za stvar. To je bilo včasih nagrajeno, velikokrat ne. Delali smo tudi napake, bili so vzponi in padci, vendar pa tega, da Slovenska demokratska stranka v tem času ni delala za stvar, ne more trditi nihče. Pravzaprav je eden od glavnih očitkov, ki nam ga naslavljajo, ravno to, da smo preveč togi, preveč principijelni, da nam gre skratka preveč za stvar. Seveda temu ni tako. Temu boju za stvar, za skupno dobro, za blaginjo vseh, tega boja je bilo bistveno premalo, bistveno preveč je bilo pragmatizma in seveda ostankov preteklosti. Tako smo danes leta 2014 v nekem čudnem času, ko je Slovenija kot praktično edina država članica Evropske unije in evroobmočja še vedno v krizi, ko imamo napovedano negativno gospodarsko rast tudi za letos in ko vladna koalicija šele po enem letu vladanja podpiše neko koalicijsko pogodbo. Mislim, da je to edinstven primer v zgodovini. Niti osnovna šola ne more obstajati in učiti otroke brez programa, pa če je to še v tako oddaljeni vasi, da je vladna koalicija tudi načeloma ne bi smela biti brez programa in brez pogodbe eno leto. Še huje pa je to, kar je bilo rečeno o podpisu te pogodbe, češ da je po enem letu te vlade Slovenija boljša. Mogoče je komu res boljše, po enem letu, zagotovo pa to ni večina državljank in državljanov. Če gledamo kruta dejstva, vidimo, da smo po enem letu bistveno bolj zadolženi. Leto 2013 je zadolžitveni rekord, zgodovinski zadolžitveni rekord per capita v Evropi, kadarkoli, ne samo slovenski. In imamo tudi rekordno številko brezposelnih. Če je to kriterij ali pa merilo za uspeh, potem lahko že danes rečem, da se bo lahko ta vlada čez eno leto še bolj pohvalila. Bo še bolj uspešna in Slovenija bo še boljša po teh kriterijih, dvomim pa, da se bo to tudi občutilo. Tako da je alternativa nujna. Edina ali pa večinska alternativa temu stanju
je seveda stranka, ki danes praznuje 25. obletnico, 25. rojstni dan. Alternativa temu je tudi vsak v tej državi, ki razmišlja s svojo glavo, ne pa z ekrani televiziji, ki velikokrat posreduje zgolj propagando. In seveda alternativa temu stanju je tudi primerjava med tem, kar se dogaja pri nas in kar se dogaja v večini ostale Evropske unije, kamor formalno spadamo. Strokovni svet Slovenske demokratske stranke izdeluje tudi konkretni alternativni program temu stanju. Vemo, kako ga nasloviti. Imamo bogate izkušnje, imamo prijatelje po svetu, ki nam lahko pri tem pomagajo. Pravzaprav ima Slovenija danes veliko srečo, da živi v Evropski uniji, ne samo zaradi tega, ker smo prvič v nekem okolju, ko tudi v neto smislu nekaj dobimo, po stoletjih življenja v drugačnem, manj prijaznem okolju, ki smo ga bili deležni Slovenci. Ampak tudi zato, ker je Evropa kljub mnogim težavam in nedorečenostim nek skupek velikega bogatstva dobrih praks, ker pravzaprav ni države, ker kakšna stvar ne bila dobro urejena. Vsaj ena. Ni treba odkrivati tople vode. Za vsak problem, ki ga imamo, najdemo v eni ali drugi prijateljski evropski državi rešitev, ki deluje, ki je preizkušena v praksi, ki jo ni treba preizkušati na lastnih hrbtih in se učiti na lastnih napakah. Žal se tega bogatstva ne poslužujemo. Države, ki so bile v velikih težavah, nekatere tudi večjih kot mi, so naredile vse potrebno za to, da iz teh težav izidejo, danes okrevajo. Mi pa smo stalno imeli probleme in dileme in polemike o tem, kako se reševati, kaj sploh dejansko je problem. In znotraj teh polemik se je vztrajno zanikalo ključne razloge za krizo, v kateri smo. Danes je popolnoma jasno, da Slovenija ni v krizi zaradi tega, kar se dogaja v Evropi, da ni v krizi zaradi svetovne finančne ali pa evropske gospodarske krize, ki je pravzaprav ni več, ampak zaradi tega, kar doma ni bilo storjeno pravočasno. Zaradi odporov proti temu, da Slovenija naredi tranzicijo, prehod v neko normalno stanje in zaradi ostankov monopolov, zaradi katerih, ki branijo svoje interese in zaradi katerih tranzicija v Sloveniji ni uspela. In dokler teh problemov in teh monopolov ne bomo odpravili, toliko časa bomo v krizi. Lahko državne banke vsakih 5 ali pa 10 let polnite z davkoplačevalskim denarjem, pa zaradi tega te ne bodo postale normalne finančne institucije in servis gospodarstva, ampak zgolj servis nekaterih monopolov, tako kot se je doslej dogajalo dvakrat, in obakrat je to breme preloženo oziroma je bilo preloženo na vaša pleča. Nujno je drugačno ravnanje, tehnični program ni problem. Večina rešitev, ki smo jih mi pred zadnjimi volitvami napisali v program 10+100, je še vedno aktualnih. Nekatere od teh smo uresničili ali pa smo sprejeli v leta 2012 ustrezne nastavke, vendar se to ne uresničuje. Tako da, kot je dejal prej predsednik odbora iz Krškega, Slovenija se bliža ne ledeni skali, ampak trenutku resnice, ko bo pač jasno, da ne samo, da dolgoročno ni možno porabiti več, kot ustvariš, ampak se dolgoročno tudi ni možno zadolževati do skrajnosti in brez vsakih meja in omejitev. Ocene mednarodnih institucij pravijo, Slovenija je v rdeči coni na robu, ko bo končno treba nasloviti tudi vzroke, ne samo posledice.
Strokovni svet Slovenske demokratske stranke zdaj proučuje novo stanje, ki je nastalo po izgubljenem letu 2013, ko je vse, kar se je resnega naredilo, spremembo ustave, ki smo jo mi predlagali in mi omogočili. Ostalo pa je bilo prikrivanje problema z tujim denarjem, ki ga bo treba vrniti in ki je poleg tega še izjemno drag. Vendar pa do tega, da se naslovijo ne samo posledice, ampak vzroki tega stanja, ne bo prišlo samo od sebe, niti ne bo prišlo do tega zgolj na podlagi primerjave številk ali statistike in grafov in tako naprej, ampak se bomo morali Slovenci, hočeš nočeš soočiti z oceno dejanskih vzrokov in priznati prave razloge za stanje, v katerem smo. Ko bo večina tega, kar piše v naši resoluciji o neuspešni tranziciji v Sloveniji, večinsko razumljeno v državi, bomo naredili prvi korak k temu, da se stanje začne popravljati. Do takrat pa tega upanja žal ni. Jaz osebno mislim, da se ta čas zelo hitro bliža in da bo nov evropski mandat, nov mandat evropskih inštitucij konec letošnjega leta odpravil tudi to dimno zaveso, ki zdaj obstaja, ko pač politično leto v Evropi omogoča, da se določeni problemi enostavno ne naslavljajo. Torej, pred nami so meseci, lahko tudi leta, ko bo čas drugačen od vsega, kar smo doživeli doslej v teh 25 letih. To se mogoče sliši kot fraza. Hočem pa povedati to, da imamo mi z teh 25 let bogate izkušnje. Tudi na lastnih napakah smo se veliko naučili. Eno od največjih, ki smo jih naredili, je bila ta, da nismo bili dovolj potrpežljivi v določenih trenutkih. No, kljub temu pa bi težko rekli, da je katerokoli leto v teh 25 letih, odkar Slovenska demokratska stranka obstaja, bilo takšno, kakršno bo leto, ki je pred nami ali kot bo naslednje leto. Lahko bomo uporabili mnoge izkušnje, biti pa bomo morali tudi inovativni. Danes je čas, ko praznujemo naš rojstni dan. Ni čas, da se zelo konkretno pogovarjamo o programih. Pred to slavnostno akademijo smo imeli sejo sveta, še prej posvet z predsedniki občinskih in mestnih odborov stranke, kjer je bil čas in prostor za bolj konkretno razpravo o stvareh, ki so pred nami. Vesel sem, da po vseh teh razpravah lahko potegnem neko črto pod spoznanje, da se v Slovenski demokratski stranki zavedamo trenutka, v katerem smo, da se zavedamo na nek način prelomnih časov, ki so pred nami in da se z vso težo zavedamo tudi odgovornosti, ki je na nas v tem času. Torej, za nami je 25 let pestrega življenja, mnogih izkušenj, boja za stvar. V teh 25 letih je bila Slovenska demokratska stranka eden od stebrov prizadevanj za slovensko osamosvojitev, za blaginjo Slovenije in za njeno evropsko sedanjost. V tem času smo doživljali vzpone in padce, smo v tem času tudi 4-krat zmagali. Enkrat smo zmagali na državnozborskih, enkrat na evropskih in 2-krat na lokalnih volitvah. V naslednjih 25 letih nameravamo to še večkrat ponoviti. Iskrene čestitke ob 25. rojstnem dnevu.